Kdo se bo boril? Koper! Na športnih igriščih se je v 2 dneh pomirilo kar 50 ekip iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Litve, Madžarske, Slovaške, Srbije in Slovenije. Za marsikaterega mladega rokometaša je bila to prva izkušnja v tujini. Predvsem pa je izredna priložnost, da svoje znanje in taktiko preveri tudi izven domače, dobro poznane konkurence. Sicuramente è una cosa importante per la nostra crescita, giochiamo contro squadre che sono di alto livello e a noi serve per crescere. Abbiamo visto anche l'arbitraggio molto competente e quindi siamo molto soddisfatti. V ligi nimamo nekih nasprotnic, zdaj pa so iz dosti držav mest in spoznaš nove ljudi in igraš z njimi in vidiš, kdo so pravi nasprotniki. Večina mladih tekmuje v svojem državnem prvenstvu in to na svojih regijah. Torej pri nas recimo ekipe v Sloveniji na Primorskem ali na Štajerskem in potem mogoče tisti, ki pridejo naprej v finale, se pomerijo z drugimi ekipami. Da bi pa igrali v mednarodni konkurenci, to je pa malo takih priložnosti. Torej to, kar igra Celje, Pivovarna Laško ali pa Velenje v Evropski ligi, to je za njih nekaj podobne. Za naš klub je to prvič v zgodovini kluba, da gremo na internacionalni turnir. Zdaj, jaz sem izkoristil, bi rekel, priliko, da sem jih pripeljal v Koper, zato ker sem Koperčan, ker sem, bi rekel, zrasel rokometno v Kopru. V Italiji rokomet ni poznan kot v Sloveniji. Recimo, da je en tak sekundarni šport, ki ni dosti znan. Tako da sigurno ena izkušnja, posebej za italijanske ekipe, nekaj posebnega. Mednarodni turnir so za pridobivanje novih izkušenj izkoristili tudi mladi sodniki in sodnice. Pa za mene, koja sam tek počela suditi, to je vrlo dobar dio mog učenja u daljem suđenju, zato što s mojom kolegicom nemam toliko međusobnih utakmica, osim što sudimo ligu u našoj državi, 3. Tekme so bile v Kopru izredno raznolike, tako po starosti kot po zahtevnosti. Najbolj suvereno so se na domačem terenu počutili mlajši mladinci koprskega rokometnega kluba. Kakšne želje imate kot domačini za ta turnir? Da posvojimo prvo mesto in da pokal gre v naše, da ostane v Kopru. Kako težko bo? Ne bo težko. In res jim je uspelo, konkurenca tokrat zanje ni bila huda. Za večino udeležencev pa je bilo bistveno sodelovati. L'importante è che i ragazzi giochino, che si confrontino con altre squadre, con la vostra squadra e altre squadre. L'importante è per capire bene cos'è la pallamano e per andare avanti, insomma, anche per loro, ecco. Questo è importante, e per fare gruppo. Kljub mladosti imajo športniki jasne cilje. Da bi uspešno prišla v reprezentanco Slovenije in da bi uspešno še naprej branila. Ja bi isto volila igrati za reprezentaciju, igrati za neki njemački klub, jako dobar. A zašto se vama sviđa rokomet? Jer više ga volim, da, grub je sport, ima više onako, moraš uključiti mozak, znači ono, taktika više. Da, točno to. Evo, sve je rekao. Po že drugem uspešno izpeljanem velikonočnem turnirju so organizatorji vse bolj prepričani v začrtano pot. Z njihovim delom in ponudbo mesta so zadovoljni tudi gostje. Mislim da je ovo sve na stvarno jednom vrhunskom nivou i da zaslužuje maksimalnu ocjenu. Mi smo jako zadovoljni i prijemom, i gostoprimstvom, i samim kvalitetom turnira. Imamo odlično športno infrastrukturo in imamo vse možnosti, da se dejansko razvijemo v res pravo športno mesto. Naš klub, rokometni klub, tudi živi, zdaj spet se dviga, prihajamo v prvo ligo, imamo ženski rokometni klub, pa tudi ostale športe, odbojko, nogomet, vaterpolo, tako skratka, da imamo res velike možnosti. V Koper se je to poletje iz Izole seli tudi Eurofest, ki ima za seboj že več kot 20-letno tradicijo. Organizatorji si želijo, da bi v prihodnje lahko športni turizem uspešno razvijali v vseh 3 obalnih mestih.